Današnjo novinarsko konferenco izjemoma začenjamo že ob 10. uri, saj se ob 11. uri na Brdu začenja seja Vlade Republike Slovenije, na kateri se bo vlada seznanila z aktualnimi epidemiološkimi razmerami in se na podlagi teh odločila bodisi o podaljšanju trenutnih ukrepov, bodisi o spremembi ali spremembah oziroma sprejemu novih ukrepov. O vseh odločitvah vas bomo obvestili na novinarski konferenci, ki bo predvidoma potekala v Ljubljani po seji vlade. O uri boste obveščeni naknadno. Zdaj pa prehajamo k hitremu pregledu epidemioloških podatkov. Včeraj je bilo ob opravljenih 6767 testih potrjenih 1925 primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je znašal 28,4%, kar pomeni, da je bil skoraj 1 odstotno točko nižji kot včeraj. Razmere se umirjajo, testov je bilo manj, okuženih pa je 274 ljudi manj kot dan pred tem. Številke na prvi pogled spominjajo na številke izpred nekaj tednov, ko smo dosegli vrh drugega vala, a naj še enkrat poudarim, da so včerajšnje in tudi današnje številke v veliki meri posledica spremenjenega načina testiranja, ki pač posledica drugačnih navodil zdravnikom. Vsi modeli, ki jih redno predstavljamo na naših novinarskih konferencah, še vedno kažejo, da se razmere postopno umirjajo. R še naprej pada in znaša danes 0,91, kar pomeni, da en okuženi okuži manj kot enega. Zato predlagam, da si zdaj pogledamo še nekaj grafov. Tukaj imamo pregled okužb v zadnjih 14 dnevih na 100 tisoč prebivalcev v posameznih slovenskih regijah. No, zanimivo je, da v tem trenutku, če pogledate zadnji stolpec pri vsaki regiji, vidite, da naraščajo okužbe v Podravski regiji, ta je 5. z leve strani, da zelo hitro padajo okužbe na Gorenjskem, kot vidite na zadnjem grafu, ta rjavi stolpec je že bistveno nižji in imamo še eno tako precej pozitivno sporočilo. Pri Pomurski regiji je tudi zaznati zdaj manjši padec. Na vsaki regiji, ki jo spremljamo, se kaže, da se razmere vendarle umirjajo. Rast je zdaj zaznana samo še pri Goriški regiji in pri Podravski regiji. Upamo, da tako ostane tudi v prihodnje. Poglejmo še naslednji graf. Ta jasno kaže, kje so pozitivne številke in kje se rast znižuje. Tole so podatki za zadnji teden dni in vidite, da tako kot je bilo že rečeno, pri Goriški smo videli še rast, nekaj vidimo pri Zasavski regiji, pri Pomurski regiji, vse druge regije pa so zdaj že negativne, najbolj Gorenjska, kjer je padec -32. In še zadnji del, število okuženih zadnjih 14 dneh na 100 tisoč prebivalcev v Gorenjski in Pomurski regiji. To sta regiji, kjer je bil na eni strani padec najnižji, rast pa vztrajna na Pomurskem delu. Vidite, da sta zdaj že zelo, zelo blizu, Gorenjska še naprej pada, upajmo pa, da se bo zdaj tudi Pomurska regija ustavila. S tem smo izčrpali to prvi set grafov, poglejmo še stanje po občinah. V Murski Soboti so imeli 32 okužb, na Ptuju 30, v Beltincih je bilo 24 novih okužb, v Lendavi 23, v Radencih pa 21. Na Gorenjskem so razmere, kar se tiče žarišč, podobne kot včeraj. V Kranju 61, v Tržiču 28, v Radovljici 24, Šenčurju 19 in Železnikih 13, v Preddvoru pa 12. No, potem pa še tukaj blizu Gorenjske, Kamnik kar 58 okužb, Domžale 30, Grosuplje 23, Ivančna Gorica 18 in Mengeš 15. V Novem mestu 44 okuženih, Trbovljah in Kočevju po 27, v Trebnjem 20, v Brežicah 16. In še štajerski oziroma koroški konec. V Velenju je bilo 49 okužb, v Celje jih je imelo 35,
Slovenj Gradec 31, Slovenska Bistrica 27, Žalec pa 21. Ljubljana je včeraj imela 221 okužb, relativno malo, Maribor pa 81. Poglejmo še stanje v bolnišnicah. V bolnišnicah je bilo hospitaliziranih 1210 COVID bolnikov, na intenzivni negi jih je bilo 200, kar pomeni, da smo imeli na intenzivni negi 2 pacienta manj kot dan prej. Skupaj je bilo iz bolnišnic sicer odpuščenih 93 oseb. Tudi včeraj smo žal imeli veliko smrti, v bolnišnicah je umrlo 31 oseb, skupaj z domovi starejših občanov pa skupaj 41 oseb. Poglejmo še zdaj nekaj grafov o stanju v bolnišnicah. Tukaj imamo pregled od 1. do 12. novembra, skupno število bolnikov na intenzivnih oddelkih in na splošno. Torej, skupaj je zeleni prikaz. Bolniški oddelki so modri, bolniki na intenzivi pa so oranžni. Če modri in oranžni stolpec seštejemo, dobimo skupno število bolnikov. No, ampak če gledate trend, vidite, da je število postopoma naraščalo, da pa se zdaj v zadnji tretjini tedna že zelo umirja in se tudi ustavlja. Gremo pogledat še naslednji graf. Isti graf prikazuje stanje drugi graf prikazuje to stanje na podoben način. Skratka, bolnikov skupaj imamo nekaj čez 1200, od tega v bolniških oddelkih malo čez 1000 in kot rečeno na intenzivni včeraj 200 bolnikov.